ko sam o avtomobilih še nisem kaj dosti vedel, našega snemalca Davida, ki drži kamero, da lahko zdaj vi to gledate, pa sploh še ni bilo na svetu, je na cestnih relijih kraljeval majhen, lahek in hiter francoski avto, Alpine. Že takrat je bilo v njem precej Renaultovih delov in zato je bilo precej logično, da se je v začetku 70-ih let Renault tudi odločil za nakup te športne znamke. Nekaj naslednjih let je bilo še zmagovitih, potem pa so na tekmovanja pripeljali večji in predvsem močnejši dirkalniki. Alpine je v zmagovalnih letih namreč tehtala zgolj slabih 700 kg. Zato so bili motorji, ki so ponujali le nekaj več kot 100 kW moči, povsem dovolj. Ko pa so na ceste pripeljali že omenjeni novi dirkalniki, je bil manko moči žal prevelik. Pred dobrimi 5 leti je na ceste zapeljala obojena različica. Takratni načrti so vključevali le en avto pod znamko Alpine in eno motorno različico. A so si Francozi vmes že premislili. Ne le, da je zdaj Alpine 110 na voljo v 3 različicah, ko sem jeseni obiskal tovarno, so nam že pokazali prihajajoče modele, ki bodo povsem nekaj drugega kot tale mala raketa. In ja, električni bodo. Starejši vozniki bodo v tej Alpini prepoznali tudi originalno športnico. Kar nekaj detajlov je namreč enakih oziroma v drugačni, modernejši interpretaciji namigujejo na originalni avto. Alpine je tako še vedno majhen avtomobil. Krasijo ga športne, a zaobljene linije in če bi z njim zapeljali na tehtnico, bi ta pokazala komaj nekaj več kot 1100 kg. Posledično tudi notranjost ne razvaja z razkošjem. No, kakor za koga? Ker školjkasti sedeži, v alkantaro oblečen volanski obroč, veliki digitalni merilniki in aluminijaste stopalke so razkošje za športnega voznika. Tisti, ki se raje razvajajo z velikimi usnjenimi sedeži, ki znajo tudi masirati, za tiste voznike tale avto pač ni. In če se vrnem k sedežem. Samo v različici S so na voljo takšni, narejeni iz ogljikovih vlaken ali nam bližjega karbona. Tehtajo pa vsega 13 kg. Žal pa se jih da pomikati le naprej in nazaj. Ne da pa se spreminjati naklona, niti njihove višine sedenja. Poleg sedeža in že omenjenih dirkaških dobrotah v notranjosti izstopajo še 4 gumbi. Največji je namenjen zagonu in izklopom motorja, z ostalimi 3 pa se upravlja z menjalnikom. Ob njem najdemo še nekaj stikal, za katere bi si v avtu, ki lahko stane tudi več kot 80 000 evrov, želeli, da jih ne bi bilo. Saj v takšni obliki ne. Saj lahko plačate za avto dobrih 10 000 evrov in jih dobite v Renaultovem Clio. Ampak tako pač je, kot manjšo znamko kupi večja, ta pa racionalizira vložek oziroma vstavljene komponente. Ne glede na različico, je v Alpine 110 vedno 1,8 litrski turbobencinski 4-valjnik. V osnovni različici ponuja 185 kW, v različici S pa 221 kW ali če hočete okroglih 300 konj. Morda se ne sliši pretirano veliko, a če še enkrat omenimo maso avtomobila, je seštevek mase in moči več kot odličen. Z mesta do 100 km/h Alpine 110 pospeši v nekaj malega več kot 4 sekundah. Največja hitrost pa je elektronsko omejena na 260 km/h. A ker je različica S bližje cestnemu dirkalniku kot običajnemu osebnemu avtomobilu, je na voljo še poseben aerodinamični paket AeroKit, ki za voljo karbonskih vlaken tehta vsega 3 kg. Vključuje pa sprednje krilce, dodatno ploščo pod podvozjem in tale spoiler. Če rečem, da stane več kot 5000 evrov, bo marsikdo zavil z očmi. A zaradi tega se avto pelje bistveno bolje, predvsem pa hitreje. In najvišja hitrost ni več 260, ampak 275 km/h. Čeprav sem ljubitelj majhnih in hitrih avtomobilov, bi se težko s takšnim avtomobilom vozil vsak dan. Pa ne zato, ker je z avtom kaj narobe. A sam nisem več za trdo podvozje,
ki na slabih podlagah ponuja prej slabo voljo kot pa užitek. A da se razumemo, brez tako čvrstega podvozja Alpine ne bi ponujala tistega, za kar je pravzaprav narejena. Za čiste dirkalne užitke in s takim avtom se brez težav lastnik zapelje tudi na dirkališče. Vem, v Sloveniji se to sliši malce čudno, a v tujini, kjer je dirkališč več, si lastniki takšnih avtov to tudi dejansko privoščijo. In če kje, potem na zaprti stezi Alpine pokaže ves svoj potencial. Poleg običajnega programa Alpine 110S ponuja še športni in pa track program, takrat pa se poleg vsega omenjenega v vsem svojem razkošju izkažejo še 7-stopenjski samodejni menjalnik, tršče zmeti skupaj z močnejšimi stabilizatorji in pa predvsem večje in učinkovitejše zavore. Ja, naj bo avto še tako športen in hiter, na koncu se je z vsemi potrebno še ustaviti. In Alpine 110S to zna dobro in hitro.